Ko govorimo o povezovanju kulture pa gospodarstva, zelo velikokrat nimamo čisto jasne slike, kaj sploh tukaj vidimo. Ali so to samo sponzorstva, ali je to prodajanje nekih umetnin. In kar v bistvu poskušamo na teh delavnicah predstaviti, je vse dimenzije, ki jih neko sodelovanje med obema sektorjema predstavlja, ne. Zdaj na strani kulturnih organizacij ali pa umetnikov še vedno zelo velikokrat nekako pristopamo do teh povezovanj tako malo, kot da so podjetja nam kar dolžna, ne, donirati in sponzorirati, ker pač vemo, da kultura je pomembna, je vrednota, ima veliko dodano vrednost za družbo, in malo nismo pripravljeni razmišljati o tem, kot o nekem partnerskem odnosu, a ne. Če se mi na eni strani v koprodukcije spuščamo kot v neki partnerski odnos, pa razmišljamo, kaj vsak od dveh partnerjev da, se mi zdi, da je prav, da tudi o povezovanju z gospodarstvom začnemo razmišljati na ta način, a ne. Da je to v bistvu neki enakovreden poslovni odnos, in da ne gre tukaj samo za menjavo, podjetje nam da denar, mi nekam nalimamo logo in pač to je povezovanje gospodarstva in kulture. Zato ker moramo mi na eni strani organizacije razumeti, da tudi podjetjem samo logo in brendiranje ni to, kar je v njihovem interesu, in da si tudi oni želijo v bistvu s tem, da dajo ta sredstva, neke cilje doseči, a ne. In da tudi vejo, da potrošniki smo senzibilni do tega, da če mi prebrandiramo neki kulturni dogodek, pa jih zasujemo z logotom, da bo to delovalo odbijajoče, a ne. In da je treba iskati neke nove načine, kako sodelovati, in da tukaj velikokrat ne gre samo za promocijo, a ne. Da moramo mi tudi razumeti, da imamo ogromno enih kompetenc, ki jih lahko ponudimo podjetjem onkraj neke te izmenjave denarja za promocijo vloženih sredstev, ne. Na drugi strani podjetja pa jaz mislim, da mogoče niti nimajo vpogleda v to, kaj vse mi počnemo, pa da obstaja neki strah pred neznanim, a ne. Ker na eni strani tudi vidimo, da največ vlaganj je v neke institucije javne, ki imajo svoje prostore, ker je pač v nekih teh okvirih najlažje razmišljati, a ne. Ampak če mi v bistvu kot kulturne organizacije pa posamezniki znamo predstaviti, kaj je neka naša dodana vrednost, zelo pomembno je, da vemo, kdo so tudi naše ciljne skupine, tukaj eno tako jedro, znotraj katerega se vse vrti, na kakšen način ponuditi neko dodano izkušnjo tudi zaradi sodelovanja s podjetjem, pol lahko prepričamo tudi onkraj teh vidnih javnih prostorov, institucij, a ne. Je pač tudi nevladni kulturni sektor lahko tisti, ki ogromno enih vsebin lahko ponuja. Zdaj, če bi jaz recimo se obrnila na neko podjetje, ki kulture nima vpete v svoje delovanje ali pa nima nekih izkušenj s sponzoriranjem, bi v bistvu poskusila najprej približati to, kar sploh počnem, a ne. Se pravi, mogoče vzpostaviti neke vezi na način, da bi ponudila neko vsebino za zaposlene ali včasih za otroke zaposlenih, in v bistvu na ta način predstavlja, kaj je moja dodana vrednost za okolje, v katerem delujem, a ne. Ne da direktno štartamo, okej, jaz delam ta projekt, rabim to in lahko vam ponudim pač objavo tam in tam, a ne. Ker v bistvu mora podjetje najprej sploh razumeti, kdo so ljudje, ki bojo to videli, ki jih zanima to, kar mi počnemo, in zakaj ima to neko dodano vrednost, a ne. In mogoče skozi neko, ne vem, izkušnjo srečanja z našo organizacijo prepričati, da pač to, kar mi počnemo, ima neko dodano vrednost, a ne. Ponavadi, ker mi v bistvu začnemo, imamo neki svoj projekt, neko idejo in vemo, da pač za realizacijo te ideje rabimo neka sredstva, izčrpali smo, ne vem, običajno zdaj neke razpisne možnosti in okej, bomo poskusili še dobiti neko sponzorstvo, ne. In v bistvu privlačno zapakiramo ta paket in pač začnemo pošiljati neke prošnje, a ne. Jaz mislim, da v bistvu moramo stopiti korak nazaj pa najprej zanalizirati sebe in tukaj iti mogoče malo v to perspektivo podjetij, razumeti,
kaj v bistvu podjetja iščejo. Ne. Na eni strani, ko govorimo o povezovanju kulture pa gospodarskega sektorja, čim začnemo razmišljati v nekih ekonomskih učinkih, zelo hitro pridemo do sponzorstva. Ampak mi moramo vedeti, da sponzorstvo ni samo prisotnost logotipa, ampak da v bistvu je vse zgrajeno na vrednotah, na ciljnih skupinah in na to, kako podjetje to sponzorstvo umesti v neko svoje splošno komuniciranje z javnostmi. Se pravi, da moramo tudi mi sebe najprej zanalizirati, kdo so naše ciljne skupine, preko katerih kanalih jih dosegamo, na kakšen način v bistvu stopajo v interakcijo z našo organizacijo, razumeti, kaj so vrednote, v bistvu, za katerimi mi stojimo, in to so osnove, na katerih začnemo pol iskati. Se pravi, mi moramo najti podjetja, ki se v teh ključnih segmentih našega poslanstva in naše skupnosti ujemajo z nami. In v bistvu tukaj se zgodi ta meč, to ujemanje med blagovnimi znamkami, na katerem se šele začnejo graditi stvari. In zdaj, kaj ponuditi podjetjem? Se pravi, tako kot sem v bistvu že večkrat povem, je, da ni samo v bistvu promocijski vidik. Mi imamo ogromno enih znanj razmisliti, ne vem, če mogoče to, da jaz znam dobro javno nastopati, ker sem domača na odru, je nekaj, kar lahko ponudim podjetju. Če je to, ne vem, če sem piska, avtorica, mogoče, ne vem, nekaj z jezikom lahko ponudim. Se pravi, iščem podjetja, ki mogoče rabijo neke te mehke veščine, ki jih lahko jaz, ki so del mojega vsakdanja, ki so del moje metodologije dela, ponudim v zamenjavo. Da razmišljam širše, ne samo, pa se v bistvu, ne vem, nimam nekega dometa, moja predstava ne bo množično obiskana, okej. Enim podjetjem to ni pomembno, enim podjetjem je pomembna ta neka vsebina, na kateri lahko gradijo, ali pa ta neka ozka skupina, ki jim bo pa moja predstava ali pa moje literarno delo spremenila pogled na svet in hoče biti del tega. Zdaj, kako v bistvu sploh vzpostaviti nek stik, to je ponavadi ta prvi korak, ki je najtežji. Jaz vedno rečem, pač definitivno ne prek maila. Vemo, da absolutno v 95%, če bomo pritegnili pozornost, bo pač naslednji korak, pošljite mi to na mail. Ampak s tem, da mi v bistvu že vzpostavimo nek kontakt prek telefona, na nek način imamo osebo, ki lahko postane naš zagovornik znotraj podjetja, ki smo mu nekoliko bližje, ki vemo, na koga konkretno se lahko obrnemo. Hkrati pa v tem telefonskem klicu lahko že mogoče zvemo kakšno pomembno informacijo. Se pravi, da probamo recimo neke čisto take osnovne stvari izvedeti, kot a je sploh ugoden trenutek, da se obrnemo s tako prošnjo. Na koga, kdo v podjetju o tem odloča. Ker mi že iz tega recimo ali o povezovanjih s kulturo odloča nek marketinški oddelek ali pa nekdo v korporativnem komuniciranju, lahko zvemo, kaj so neki strateški cilji, ki jih bo podjetje verjetno zasledovalo s povezovanjem s kulturo. Se pravi, da že v bistvu s tem nekim prvim stikom, ne samo, da predstavimo sebe in se poskusimo predstaviti, tako kot sem rekla, prek nekih ciljnih skupin in naše dodane vrednosti, ampak hkrati že poskusimo dobiti neke informacije, ki nam bojo pomagale oblikovati to ponudbo oziroma ponudbo za partnersko sodelovanje. Se pravi, jaz vedno pravim, da moramo se postaviti na pozicijo enakovrednega partnerja in pač v tem partnerstvu jasno povedati, kaj lahko ponudimo. Se pravi, se pozicionirati kot nekdo, ki ima resurse, ki ima znanja, ki lahko marsikaj ponuta. In s tem, da mi že nekoga imamo v podjetju, dobili smo neke informacije, ampak absolutno moramo narediti nek research in izvedeti čim več o preteklih aktivnostih, črpati iz letnih poročil, raziskati, kaj v bistvu počne to podjetje, kdo so skupine, ki jih nagovarja, s kakšnimi vsebinami, da vidimo, a se sploh ujamemo, se pravi v teh nekih vrednotah, ciljnih skupinah, nekih strateških razvojnih vizijah. In zato, ker smo že vzpostavili z nekom stik, se pol tudi lažje vrnemo. In to, da nam nekdo reče ne, je v bistvu
moramo poskusiti izkoristiti tudi kot priložnost, da spet izvemo dodatne, a ne, a je problem v projektu, a je problem v časovnici, ali oseba, s katero govorimo, enostavno nima pooblastila, ne. Ker zelo velikokrat se tudi pri teh večjih podjetjih te odločitve sprejemajo tudi na mednarodni ravni, a ne, in so zelo jasni protokoli. Vedeti pa moramo tudi, da večja, ko so podjetja, več v bistvu organizacij in posameznic in posameznikov jih nagovarja, ne. In je toliko težje stopiti ven iz tega povprečja, oziroma iz te množice, ne povprečja. In se mi zdi, da je ena dobra, recimo, strateška odločitev, da mogoče pomislimo, kdo so pa tisti ta drugi, ki v bistvu, ne vem, če pomislimo znotraj neko panoge najprej na 2 podjetji, pomisliti, katero je pa tretja, ne. In mogoče štartati na te malo manj vidne, ker bojo verjetno bolj mogoče odprti za neke nova sodelovanja oziroma ne toliko zasuti na nek način z ponudbami in s prošnjami. Ko govorimo o poznavanju samega sebe, bodisi kot samostojne ustvarjalke, ustvarjalca, bodisi kot organizacije, moramo razmišljati o različnih aspektih, a ne. Zdaj na eni strani, če gremo recimo širše na povezovanje kulture in gospodarstva, govorimo čisto o neki tej družbeni ravni, a ne. Se pravi, kaj je ta dodana vrednost, ko jo jaz prinašam v neko okolje, kjer delujem, a ne. Se pravi, a je to za uporabnike, uporabnice, a je to za, ne vem, moje kolege v umetniški skupnosti, a je to za pač neko zelo ozko definirano ciljno skupino, se pravi, kaj na neki družbeni ravni, a ne. In v tem primeru recimo je mogoče tukaj lažje najti povezavo z nekimi manjšimi lokalnimi podjetji, ki v bistvu jih zanima njihova prisotnost v tem, pač v nekem okolju, kjer deluje in posluje, a ne. Zdaj, če gremo pa pač zelo na to neko spet sponzorsko sodelovanje, sponzorska partnerstva, pa moramo vedeti, da je to vpeto v samo marketinško teorijo, in da so tukaj zelo pomembni kazalniki, kot so, ne vem, geografski domet našega delovanja, trajanje naših aktivnosti, zelo jasna opredelitev ciljnih skupin, se pravi, kakšne, ne samo koliko so stari, pa od kod prihajajo, ampak kakšne so njihove življenjske navade, kupne navade, se pravi, zelo v bistvu razumeti našo ciljno publiko tudi kot potrošnika na nek način, a ne. Potem naslednja stvar bi recimo bile vrednote, a ne, ki so v jedru vseh blagovnih znamk. Vemo, da vsaka blagovna znamka ima svojo tako imenovano osebnost, ki je napolnjena z enim celim bazenom karakteristik, a ne. In tukaj je zelo pomembno, da mi vemo, kaj si želimo, da sporoča naša ciljna znamka, pa da imamo tudi malo te samorefleksije, a dejansko tudi naša občinstva nas dojemajo kot tako blagovno znamko, a ne. Se pravi, da mi gremo z neko jasno zavestjo, kaj so te vrednote pa te pomeni, ki se bojo prenašali med blagovnimi znamkami, a ne. Pa še en segment, ki je pa tudi zelo pomemben za neko merjenje uspešnosti sodelovanja, je pa tudi v bistvu informiranost o tem naših komunikacijskih kanalih, a ne. Se pravi, skozi katere kanale komuniciramo, koga dosegamo, kaj so neke specifike tega komuniciranja in so to neke stvari, ki se tudi pokrivajo z podjetji in kjer lahko mi mogoče neke zanimive vsebine skreiramo in sproduciramo, ko bojo tudi pomagala podpreti, a ne. Mislim pa, da moramo pri vsem biti tudi iskreni do sebe in vedeti, da pač eno tako dobro upravljano sodelovanje v okviru recimo ne samo sponzorstev, ampak tudi na splošno, ne. Vsako partnerstvo zahteva nekaj investicije tudi v času, v delu, a ne. Se pravi, je treba tudi, ne vem, pripraviti neke vsebine, razmišljati o tem, kaj lahko še damo. Tako kot sem že rekla, tudi pač kot pri koprodukciji, a ne, ti razmišljaš o tem, katere vse resurse lahko daš skupaj, da je pač končni rezultat nekaj več, a ne. In v bistvu na ta način
pomapirati na nek način, kaj vse so moja znanja, moje kompetence, moji resursi, in tukaj ne govorimo samo o nekih finančnih, o tehniki, o prostorih, o ne vem, površinah in kanalih, kjer lahko oglašujemo, ampak tudi o nekih teh mehkih vsebinah, o nekih povezavah, ki jih imamo v svojem okolju, v svojem članstvu. Se pravi, vse to nekako dati na nek svoj zemljevid in pomisliti, kako to splesti v neko zgodbo in povezavo. Torej, ko pridemo do nekega uspešnega dogovora o sodelovanju, je to v bistvu super priložnost za razmišljati o stvarih dolgoročno, kar pomeni recimo, da se stvari idealno ne končajo pri tem, da mi dobimo neka sponzorska sredstva, navajamo sponzorja, tako kot je v bistvu del neke sponzorske pogodbe, in se potem do naslednjič, ko rabimo podporo, več ne slišimo. Zelo pomembno je, da v bistvu ohranjamo te neke stike, da podjetje postane del neke naše skupnosti, da ve, kaj delamo, in da mogoče tudi ima priložnost spremljati, se pravi, učinke tega svoje investicije v kulturo tudi malo bolj dolgoročno, ne. Se pravi, tudi v bistvu z naše strani mogoče, čeprav to ni del dogovora, poskrbeti tudi neko povratno informacijo, ne, kaj je to pomenilo za našo organizacijo, za našo publiko, za umetnice, ki so recimo lahko speljale projekt in tako naprej, ne. Zdaj, neke pasti dogovarjanja, pač po mojih izkušnjah, kadar gre za res neko dobro partnerstvo, v bistvu je privolitev šele začetek nekega procesa, ne, ki je katerega del je potem dogovarjanje o tem, kaj sploh je ta neka vsebina, ne. Se pravi, na kakšen način v bistvu to partnerstvo realizirati. In tukaj je zelo pomembno, da mi razumemo, zakaj se je podjetje sploh odločilo nas sponzorirati, ne. Se pravi, katere cilje hoče s tem doseči, ne. In o tem so se podjetja seveda pripravljena pogovarjati, mi moramo pa tudi znati postavljati prava vprašanja, ne. Se pravi, a je za podjetje pomembno, ne vem, da je to neka priložnost za poslovne partnerje, ali za, ne vem, predstaviti neko svojo novo storitev, ali se razširiti v neko novo okolje. Se pravi, če mi to razumemo, tudi lažje razmišljamo o tem, na kakšen način bomo ta sponzorski vložek kompenzirala, ne. Oziroma, mogoče lahko, s tem pogovorom tudi ugotovimo, da ni samo ta neka marketinški vidik, ampak ta širši vidik, kako lahko mi pomagamo podjetju, da se razvije, da zraste, kako lahko delimo neke svoje kompetence, znanja z njihovimi zaposlenimi, ne. Se pravi, da res to lahko preraste v neko partnerstvo, izmenjave znanj tudi, ne samo nekih golih finančnih ali pa materialnih resursov, ne. In se mi zdi, da sploh zdaj, ko so stvari malo bolj negotove, smo se naučili, da je stvari treba definirati ne prek nekih rezultatov, ampak bolj preko ciljev, ki jih želimo s posameznimi aktivnostmi dosegati. Se pravi, da mi vemo, zakaj pač se neka aktivnost zgodi, ne, kaj hočemo z njo doseči. In če se okoliščine spremenijo in tega ne bomo na planiran način mogli narediti, da lahko v bistvu poiščemo alternativo, kako bomo vseeno te zastavljene cilje dosegli, ne. In na ta način bo pač to partnerstvo plodno za obe strani, a ne, in je zelo velika oziroma večja verjetnost, da se bo nadaljevala, ne. In hkrati, da je to proces spoznavanja, ne, ker se v bistvu tudi mi naučimo. Zelo velikokrat slišim od podjetij, da se mi ne zavedamo, koliko enih znanj nam oni dajo, ko v bistvu nastajajo ta partnerstva, ne. Da mogoče tudi mi to vzamemo kot neko učno obdobje, ker nam bo pomagalo tudi v prihodnje pač razmišljati o nekih novih povezavah z drugimi podjetji, z drugimi organizacijami. Jaz v to povezovanje med sektorjema res pač verjamem. Se mi zdi, da je tukaj en tak ogromen nepopisan list papirja. Zdi se mi, da se lahko ogromno naučimo
mi od gospodarstva in gospodarstvo od kulture. Zato, ker ima v bistvu isti svet dojemamo na različne načine. In vsakeč, ko pač se zgodi izmenjava teh perspektiv, se pač učimo. En problem, pa oviro, ki jo pa imamo, je pa ravno ta drugačna perspektiva, ki jo tudi opisujemo z različnimi jeziki. In se mi zdi, da mi kot kulturni sektor moramo tudi znati, oziroma ne znati, se naučiti govoriti tudi ta drug jezik in tudi gospodarstvo mora razumeti tudi na drugi strani, da pač smo mi delujemo v neki malo drugačni realnosti oziroma to realnost isto prijemamo na drugačen način. Potencial vidim predvsem v tem, da začnemo te povezave iskati kot sektorja, kot celotja. Ker se mi zdi, da zdaj smo v neki stopni, ko se pač te neki preboji dogajajo zelo sporadično, nekatere organizacije veliko je še v bistvu tudi zadržkov, tudi v samem kulturnem sektorju, da mogoče pač gre za ogrožanje avtonomnosti pri kreiranju vsebin. Se pravi, da je treba tudi neke te predsodke znotraj našega sektorja premagati, iti v to, iti raziskovati. In tako, ker recimo se odpiramo, ne vem, v izobraževalni sektor, ker vemo, da je to pomembno za razvoj občinstev, da je to investicija dolgoročno, na enak način gre pri povezovanju z gospodarstvom. Tudi tukaj v bistvu ozaveščamo o tem, kaj je lahko dodana vrednost povezovanja teh sektorjev. Če se mi lahko naučimo, ne vem, nekih tržnih, marketinških prijemov, nekega menedžmenta, na drugi strani mi podjetjem lahko damo ogromno enih teh mehkejših vsebin. In te mehkejše vsebine prihajajo v ospredje tudi predvsem v nekih kriznih obdobjih, ko je treba vlagati v zaposlene, jih motivirati, potegniti stvari naprej, najti neke nove perspektive. Ne vem, in ko se pač podjetje znajde v krizi, je lahko neka dodana vrednost, če dobi nek nov kreativni poriv, neko novo motivacijo. In se mi zdi, da če kdo, kulturne organizacije in ustvarjalci, smo tisti, ki smo navajeni nekako vedno delovati v nekih izrednih razmerah. Vedno iščemo neke inovativne načine, kako speljati projekt z premalo resursi, z neidealnimi pogoji, kako vstopiti v neko okolje, ki ni idealno, pa nagovoriti neke ciljne skupine, ker se nam zdi pomembno, da jih dosežemo z nekim sporočilom. In to je vse pač ta potencial, ki nekako se moramo naučiti komunicirati med sabo, da bomo lahko videli, kje so te dodane vrednosti enega in drugega sektorja.